Pozdrav še enkrat vsem tistim, ki ste se na novo prijavili. Če gremo mi zdaj naprej na našo drugo stvar, to je pa ena zelo debela stvar. Jaz imam tukaj knjigo. Tole smo pripravili strokovnjaki. Dajte, tole je zdaj 300, pa še neki strani, 303, 304. Zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah. Za tak zakon še niste slišali. Krajše ime Zakon o varstvu digitalne zasebnosti. Če v društvu želimo ta predlog, zakaj je tako debel, ker je toliko pojasnil zraven, veste, in pa tudi, mislim, da je 89 členov, tega skupaj, sam da preverim, členi se lahko še dopolnjujejo, dodajo, ja. In hkrati knjiga pride po moje še enkrat toliko debela, ker je treba pa vsak člen, torej če je člen recimo toliko dolg, pride vsaj stran pa pol pojasnila k temu členu. Pravna osnova, pravni akti in pa seveda utemeljitev, zakaj je temu tako. Veste, to zadevo lahko vi uporabite kot pravni vodnik. Če se vam nekaj zgodi, je tukaj na začetku, poslušajte me, dobro me poslušajte, kar vam govorim zdaj. In vi imate tukaj vsebino. To ni kar ena knjiga, kar smo pripravili, ampak je zbirka vseh možnih zakonov, ki govorijo o varstvu osebnih podatkov skupaj. Kakšne so naše pravice, kakšne so naše dolžnosti in kaj lahko od posamezne ustanove pravno zahtevamo. To se pravi, najprej je prvo poglavje splošne določbe, potem so pravice uporabnikov. Jaz vam bom samo kazal, malo prebral, 6. člen. Pravica posameznika do dostopa do osebnih podatkov, kjerkoli, kadarkoli. Nihče vam ne sme tega braniti. Pa če gremo do razsodišča tamle, bom rekel, do ESČP, pa pač kazen nabijajo, tako bomo uporni. Tega nam ne morejo odreči, ker zakon tako pravi in točno se ve, kateri. In noter bo to vse naveden. Pravica do popravka in izbrisa, ki sploh ne radi brišejo nas ven. RTV sploh ne zbriše ven, oni hočejo denar imeti. Pa noben nas ni vprašal, samo primer povem. Pravica do preizkusa in dostopa do obdelanih podatkov. Vi imate pravico iti v katerikoli urad v Sloveniji in pogledati, kaj o vas piše. In lahko, da kaj narobe piše. Tako kot smo recimo z Rozalijo, ona ima objekt, pa nima objekta in pri njih piše, da sta dva objekta, ona pa enega objekta nima in plačuje za dva. A ne, Rozalija? Ja. In zdaj, vi imate pravico iti na tak urad, katerikoli. Tako je, ja. Ja, vidiš, ja, res je. Res je. Seveda in zahtevati popravek, ne pa da si en let dopisuješ z njimi, oni trdijo eno, ti pa drugo in na koncu ti potem hočejo še rubiti. Pravica do omejitve obdelave podatkov. Vi imate pravico reči, oprostite, mojih podatkov pa ne smete uporabljati. In tega ljudje ne vejo. A ste vedeli to? Ne veste. In tudi bo vse In mi moramo najprej, oprostite, dragi ljudje, naš statut posodobiti, v naš statut narediti ta organ narediti funkcionalen, narediti inšpektorje in če ne drugače z inšpektorje jeti z našimi inšpektorji, pa s člani, ki boste to želeli, zadevo urediti. In verjamem, da se bojo ne samo člani, ampak tudi naši podporniki in tudi civilna družba in vsak, kdor bo rabo, mu bomo na razpolago. Da bomo to končno z državo, to njihovo samovoljo in krajo uredili in postavili nazaj na svoje mesto. Potem tukaj pravica do pritožbe in pravnega sredstva. Zdaj so nam v splošnem upravnem postopku hoteli pravico kar odvzeti do pritožbe. Počakajte malo. Pravica posameznikov do informacij in nadzora, pazite, v javnem prostoru, vi če greste na občini, lahko zahtevate, takrat in takrat ste bili tam, da vam zavrtijo posnetek iz pametnih svetilk. Ali pa policist, ali pa redar, če vas je snemal. Tukaj v društvu imamo problem, ko ne moramo do posnetkov priti, ker je policija snemala, ki je nezakonito vstopila v zasebni prostor.
Je pa kaj se to pravi? Kaj se to pravi? Ne? Ko hočeš na sodišču dokazati, ne moreš do posnetka prideti, sami so pa tle, seveda se vejo, ne? Ampak to bomo vse uredili. Če ne bomo pa kazali, nima veze, ali to policiji napišemo globo, ali napišemo globo predsedniku države, se nima veze. Pred zakonom smo vsi enaki, ustava, pika. Ok, potem pa se dajmo zakona držati, pa da vidimo. Potem je naprej, vidite, obveznost proizvajalcev in ponudnikov storitev. Zdaj bomo malo pogledali o avtomobilih, ampak toliko, ta knjiga je zbirka zakonov, ki vam jo priporočam, da si jo prenesete v računalnik. In če imate težavo, tukaj pogledate v bistvu notar v to knjigo, to je PDF, ki je tudi iskalni parameter, CTRL in F stisnete, hkrati se vam odpre okenček in poiščete ustrezen parameter, ustrezno besedo in vam pokaže, v katerem členu je. Naprimer, za varstvo otrok, naprimer za varstvo podatkov, naprimer za odškodnino, naprimer vse to boste tle noter našli. Členi in odstavki in povedi in na koncu, ko bo tukaj še pojasnen, potem boste videli še na katere druge zakone se lahko sklicujete, če je treba pritožbo napisati ali pa če je treba iti, ali pa če bo naše sodišče dalo tudi nalog za preiskavo takega urada. Zadevo smo zastavili zelo resno. Torej, če država tukaj zelo resno nas misli posiliti krajo podatkov z elektronsko digitalno denarnico, ministrica je zadnjič rekla, veste kaj je rekla? Ja, mi pa moramo zdaj do 2026 v celi državi implementirati elektronsko denarnico. In elektronska denarnica, noter bodo imeli ljudje digitalno zdravstveno, digitalno prometno, digitalno vozniško, bančne kartice. Veste, to bo da ne bodo teh kartic nosili zraven, ampak kdo še danes plastiko nosi? In ljudje slišijo, kdo pa še plastiko nosi in si to postavijo na telefon. Nihče ne razmišlja, kaj je v ozadju. Prvič, državna aplikacija na tvojem zasebnem aparatu. Drugič, vse tvoje kartice na enem mestu v e-denarnici. Kdo ima dostop? Ja, e-računalnik njihov. Samo njihov. Ja, centralni. Vse noter vidi, kaj vzameš iz te digitalne denarnice, kako uporabljaš, vse podatke imajo, biometrične podatke, zasebne. Ne. Digitalna transformacija. Gospa ministrica, če vi hočete imeti nas državljane digitalne, vam nekaj priporočam. Kupite nam vaš telefon, plačajte vašo naročnino, dajte vašo denarnico in če boste noter dali še denarčke, bomo mi s tem kupovali, ampak naš zasebni telefon, da bomo mi dali 1000 evrov, zato da boste vi šnofali, mi bomo plačevali, da bomo vašo denarnico. Ne, to pa ne. To je pa poseg v zasebnost. In ustava je tukaj jasna. Dobro. Torej, ta knjiga, enoten pravni okvir, omogoča enostaven dostop, vam povem, do vseh relevantnih zakonov, uredb, smernic, ki se nanašajo na zaščito zasebnosti in varstva osebnih podatkov. Zdaj pa tako, najbolj pomembno je seveda to v avtomobilski industriji. Ali se vi zavedate, ko sedete v avto, da sedete v mobilni aparat, ki ima 5 kamer, 20 mikrofonov, priključite še svoj mobitel zraven, zato da prostoročno telefonirate in potem GPS-i, kje ste, kdaj se ustavite, koliko tam. Avto ve vse. Ali ste se kdaj vprašali, v katero državo gre video posnetek, v katero državo gre zvočni posnetek, v katero državo gre GPS posnetek, ker so deli z različnih proizvajalcev, kdo zbira podatke in kdo z vami operira. Zakonodaja se ne bo spremenila, gledajte, temveč bo zgolj, bom jaz tako rekel, na enem mestu združena in ta združena zakonodaja, ta naš predlog, ki je pripravljen s strani strokovnjakov, jaz sem tle pobudnik, omogočila jasnost in doslednost v izvajanju. Torej, bom rekel tako, ta priročnik, ki mu rečemo Zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah,
ker vaš avto sledijo še kamere na cesti, kamere v mestu, radarji na cesti, ki sploh tega ne bi smeli, bo osnovni vodik zame in zate, ki bo natančno opredelil, kako morajo različni subjekti, pa vzemimo Darsa, ki je tukaj, če si že na cesti, izvajati obstoječe zakone. Tako da bomo od zdaj naprej po kratkem, bom rekel, temu predihu, da to predihamo, postavimo, bomo poslali eno lepo inšpekcijo na Dars, pa bomo videli, kako imajo urejeno. Torej, gre za zbirko smernic, ki združujejo, veste, zakonodajo o varstvu podatkov, cestno-prometne predpise, zakonodajo EU in druge predpise, ki obravnavajo zasebnost. To bo vse na enem mestu. Niti informacijski pooblaščenec nima tega tako urejenega, niti varuh človekovih pravic, niti ustava nima tako urejene, ker ustava je zgornja domena, je splošen zakon. Mi smo pa tu čisto praktično v tem zakonu o varstvu digitalne zasebnosti dobesedno to uredili v besedilo zakona. In to bo zakonodaja kot temelj, to ni nobena novost, to že vse piše. Mi smo samo zbrali in dali skupaj najboljše od najboljšega, seveda za naše dobro, tako kot država dela za svojo dobro in za svoj budžet. Bomo pa tudi mi. In ta zakon ne bo prinašal, bom rekel, novih zakonov. To bo samo, kot smo rekli, na enem mestu zbrano. Društvo Belis bo tako postalo, veste, pomemben nosilec zbiranja teh zakonov, ne pa zakonodajalec. Ponavljam, da ne bo kdo narobe razumel. Pravni okvir za izvajanje tega zakona je izvajanje zaščite zasebnosti v avtomobilski industriji. Notor smo dali tem avtomobilskim tovarnam 18 mesecev časa, o tem zakonu jih bomo obvestili, takšni so zakoni, to pomenijo, vi tega ne izvajate. A veste, kaj avtomobilska industrija dela? Jaz sem šel na njihove spletne strani pogledati z našimi strokovnjaki in kaj smo našli. Imajo določeno literaturo, avto take barve, lahko si ga sam pobarvaš, lahko ga sam sestaviš, vse drugo je pomembno, potem kako je ta tehnologija, samovozeči avto, ki dela v skladu s cestno-prometnimi pravili, vse drugo ti razlagajo, ampak ko smo iskali varstvo osebnih podatkov, tega se izogibajo kot hudič križa. Tega besedila nikjer ni, nobene literature, vse knjige, ki so napisane, so zgolj tehnične, so samo na njihovo vižo. Tako da vam samo povem, ta zakon ne bo ustvarjal novih obveznosti, ampak bo nudil samo obstoječe smernice za izvajanje že obstoječih zakonov in obstoječih zadev, ki jih vi ne poznate, in jaz jih tudi pred kratkega nisem poznal, ker se s tem naša ekipa ni ukvarjala. In ko smo to Pandorino skrinjico odprli, je tukaj zdaj nastalo to delo, ki je v prvi fazi, in vas iskreno prosim, seveda z našo ekipo skupaj, da date to v naš data center po mailu ali pridete osebno, tako kot sem rekel, do 20. februarja. In kar bo omogočilo, jaz bom rekel tako, bolj enotno in dosledno zaščito zasebnosti, naše zasebnosti, ki jo 38. člen ustave varuje kot punčico očesa, ampak naša država, če bi lahko bi to ustavo skurila. Zadnjo, kar so jo dali tiskati, je bilo 150 izvodov. Čakajte malo. 150 izvodov so 2024 natisnili. Zadnji piše v uradnem listu. 150 izvodov, čakajte malo. Če hočeš kupiti, ne vem, imaš kar probleme. Včasih smo to v knjigarni kupili. Je sicer tudi na iskalnikih, ampak se moraš presneto dobro potruditi, da jo sploh na iskalnik ti da, ker so tako ključi, iskalni ključi narejeni, da ti vse drugo ponuja, samo tisne, kar rabiš. Ok, zdaj pa ključna stvar, povezovanje zakonodaje z izvajalci. Ta zakon bo povezoval tiste, veste, ki so odgovorni za izvajanje zakonov, vključno z organi pregona, telekomunikacijskimi podjetji, proizvajalci avtomobilov in vsemi drugimi inštitucijami. Vsi delajo z našimi podatki.
Ne? Kako pa dobiš pismo? Na dom, na stalni naslov, tvoj ime, priimek, pa še tvoj bančni račun imajo in manipulirajo z njim. Ne? Banka kar da, z nekimi splošnimi pogoji, kar je protipravno, ker splošni pogoji so okvirni zakoni in vi nimate podpisa zakonodajalca. Se pravi, ne gre za tripartitno pogodbo, ampak gre za dogovor z banko pa vami. Vi nimate nič s tem, kar je banka predhodno pogodbe podpisovala pa se zavezovala. In ko država pritisne na banko, banka s splošnimi pogoji pritisne na vas. Banka samo služi. Država samo služi, vi pa sam zgubljate. Ko prinesete 100 evrov, ko jih date na račun, jih več ni. Da vam povem, kaj so na Slovaškem naredili zdaj s 1. aprilom. S 1. aprilom Slovaška, država, vsako transakcijo obdavči. Se pravi, če boste vi društvu nakazali, recimo, simulacija zaradi lažje primerjave 100 evrov, bo na račun prišlo, ne vem, 90 evrov, ker v luftu bo država v transakciji vzela 10 evrov, 10% davek, ali pa 20, ali pa 22, odvisno, kolikor si oni to postavijo. In mene so to obvestili iz našega računovodstva, naše računovodkinje, na kar sem jaz seveda njim prijazno zahvalil za informacijo in sem rekel, to se pravi na bankomatu, ko kupujete v trgovini, gledajte, vi plačate davek na stvari in na koncu, ko bo račun 100 evrov, boste vi mogli plačati, ne bo trgovina plačala, vi boste mogli plačati, ker je to vaša transakcija. 110 evrov, zato da boste 100 evrov trgovini plačali. To delajo zdaj, na transakcijo, ker ne vejo, kako bi drugače do denarja prišli. No in pol sem jim jaz zastavil par vprašanj, odgovorov, še nisem dobil, ker so vprašanja takšna, ker točno vem, kje je treba potipati, kateri zakon to določa, kje je to zapisano, kje so procenti zapisani, zakaj je tak davek, tega pa še ne ve. To se je en tam spomnil in če so ljudje tiho, so tiho, to gre skozi, če pa niso tih, pa ne gre skozi. Ljudje ne boste tih, dajte glasno povedati, kaj vas moti. Glejte, tako bodo ti subjekti imeli, jim bomo to poslali, jasen vodič, ki jim bo pomagal izvajati obstoječe zakone v skladu z njihovimi odgovornostmi. To so noter zapisani njihove odgovornosti, mi pa jih ne poznamo, kakšne imajo odgovornosti. Oni sam naše pravice dajajo, pa naše obveznosti, njihove pravice pa njih ne zanimajo. To se pravi, tisto, ko se ti pritožiš, pa rečeš, stvar je taka, pa rečeš, ne, to pa ni tako. In vloga društva Belis z vami, vi ste zdaj tukaj tisti, ki boste o tem odločali, bo delovalo kot vzorni uporabnik in poznavalec zakonodaje, nič drugega, ki združuje vse te potrebne vire v eno celoto. Društvo ne bo postavljalo novih zakonov, samo zagotavljalo bo obstoječi zakon, da se pravilno uporablja. Torej gre prvenstveno za zbirko, za zakonodajo, za uredbe, za predpise, kar pa omogoča enostavno izvajanje, ker bo vse na enem mestu. Hkrati bomo imeli pa ljudi, ki se na to spoznajo. No, druga stvar, ki pa je, zahvaljujoč obstoječi zakonodaji, bom rekel, iz našega sveta digitalne etike, kjer bodo ti inšpektorji oziroma izvajalci v tem neodvisnem sektorju, ki ga bomo naredili, bo imelo jasne določene smernice za prekrške in sankcije. Pazite, prekrške in sankcije. Greš na pregled, opozoriš, če tega ne naredijo, če se tega ne držijo, bo pač sankcija. Potem pa naj se oni pritožijo seveda etičnemu svetu. Etični svet o tem ne bo odločal, ampak o tem se bo izreklo častno razsodišče društva, neodvisni organ. Tukaj imamo nocoj prisotno dr. Viktorijo Bevc, ki je podpredsednica častnega razsodišča in bi jo povabil sedaj, draga Viktorija, glede na to, kar govorim, glede na to, kar povem, da mogoče daš kratko mnenje in kako se tebi zdi ta predlog našega člana Mihaela, kako ti na to gledaš. Izvoli. Dober večer, moji sočlani. Dober večer. Vsakokrat
Nas Mihael preseneča, tudi danes me je, komaj sem šla skozi gradivo, ne, do te ure, ko sem prišla. Ampak zdaj, ko ga poslušam, se mi marsikatera stvar sestavlja in sem vesela, da smo provokativni, da Mihael zmore to moč, ta čas, ta njegov, to znanje vložiti v to, kar lahko vsi skupaj seveda s pridom izkoristimo. Tako da mislim, da smo pred enimi nalogami, ko nismo več sami, ko nas je veliko, takih, ki želimo razumeti, kaj se dogaja v naši Sloveniji, kaj se dogaja tudi v svetu. Zdajle, ko me je Mihael poklical, sem se malo tako sama pri sebi nasmejala. Saj to je nekaj takega kot ena parodija na dogajanje zdajle Amerika, svet, vse to, kar se dogaja. Tako da sem zelo vesela, Mihael, da si te pobude dal, ker to nam je en elan, to nam da en elan, da se splača potruditi, da se splača našim ljudem, ki so na položajih, ko odločajo o nezakonitih postopkih vizavi nas, pod krinko neke učinkovitosti in seveda tudi pod krinko namena, da čim več iztržijo iz naših denarnic in našega časa, da ne odnehamo, da vložimo svoj trud in da se tudi pritožujemo. Glejte, jaz sem 3 leta na tej sceni, čisto slučajno sem padla notri, ker je pač moj mož dobil eno tako priložnost, ne, ki sva jo oba izkoristila, ne, ker se nama absolutno ni zdelo prav. In moram reči, da veste, se počasi se obrestuje. Tako da jaz vsakemu od vas priporočam, dajte se pritožiti, dajte podati zahtevo za sodno varstvo, začnite. Danes sem prišla na Belis, ko sem vse to prebrala že doma, sem se že v vratih smejala, kaj bo, ampak sem tudi sama imela dobro novico, ki jo vam lahko povem, ne. Po 3 letih in pol gankanja, pritoževanja, pisanja zahtev za sodno varstvo, je dobila ena, mislim, da je naša članica, ja, dobila končno odgovor Darsa, da so pa pritožbo na zavrnjeno zahtevo za sodno varstvo odstopili okrajnemu sodišču ali okrožnemu sodišču. A veste, to je kar velika stvar, glede na to, da so tako trdi in tako neusmiljeni do nas. In gremo naprej. No, hvala, Viktorija, srčna hvala. Ja, to je bilo sa spodbudo meni. Hvala, Viktorija, res. In naj vam povem, ne, samo medklic, če bo slučajno slike izginili, to pomeni, da je baterija odpovedala, nekako smo imeli na začetku, danes že malo težav, zato smo se malo kasneje priključili, ampak zvok bo delal, tako da neč se sekirati, bomo pa se samo slišali, če bo slika naredila klik, ne? Ampak zaenkrat vse ok. No, to, kar Viktorija pravi, je velik problem v upravnih odločbah in sodnih odločbah, ne? Država ne mara, da sodišče brska po njenih kršitvah, zato ker sodišče ponavadi, gledajte, vse, če imate vi s policajem špetir, ponavadi policist vedno zgubi. Vedno zgubi, ker on začne prekršek. Prvič te ustavi nezakonito, drugič te preiskuje nezakonito, tretjič ti vzame podatke brez tvojega dovoljenja, ker te prisili, da mu daš tvojo in prepisuje, pa mu ni zdal. Milijon stvari je, vse narobe delajo. In to, da te je ustavil, ni imel nobene pravne podlage. Kaj je pravna podlaga? Sodni nalog, kršitev zakona.
Cestno-prometna pravila niso zakon, to so pravila o pravilih. Ne more on, če govori zakon o pravilih, ocenjevati tvojega obnašanja. Ker to ni kršitev zakona, kršitev pravila ni kršitev zakona, ker nisi ničesar storil. Za kršitev zakona se rabi neki stvari, ljudje božji. Čas, kraj, oseba, dogodek, pa žrtev, pa odškodnina. Ja, če ena stvar manjka, to ni kršitev zakona, je to neka virtualna izmišljotina in država zelo nerada gre na sodišče. Ko je Viktorija rekla, da bojo vzele tole, da je šlo na sodišče, to pomeni, da so bile pritožbe uspešne, ampak to se mora takoj dati na sodišče. In zdaj, če bomo mi imeli ta organ, NSDE, za svet za etično, bom rekel, digitalno zaščito, si lahko predstavljate, da bo naš organ potem to urgiral veliko hitreje. In naše sodišče, vidim Viktorija navdušena, zdaj razume, zakaj gre, bo imela veliko dela. Ona bo imela svoj urad. Bog daj, da bi našli sponzorja, ki bi odstopil, bom rekel, temu svetu en prostor, ker tukaj jaz svojo pisarno bom težko za to dal, a ne? Ker imamo ta društven del, ker to bo čisto samostojen urad. Ja, to bo sodišče. Potem za NSD rabimo nek prostor. Dajte malo razmišljati, če komu stoji kakšen, ne vem, kaj je tle v Ljubljani ali kjerkoli, kjer bi lahko kar za društvo prispevali, da malo živi, da se ti ljudje dobivajo in da začnemo delati. Ne moramo pa imeti skupaj prostorov, ker ne smemo biti tako povezani. To so neodvisni organi, ki delajo vsak zase, a ne? In da se to lepo opremi, ljudje bomo naredili potem našo drugo samoupravo funkcionalno, znotraj zakona, tako kot se to gre. Razmišljanje, gledajte, v to smer je dobro zasnovano. Jaz sem naredil plan, načrt, sem se pogovarjal s strokovnjaki, so rekli, wow, ne, odkje je ti ideja? Sem rekel, zakaj pa ideja? Saj je vse narisan. Poglej si strukturo v državnem zboru, tam je društvo ministrov, pa njihov predsednik, mi imamo tudi predsednika, pa tle smo društvo, oni tam glasujejo, mi tle glasujemo, s tem, da mi imamo uradno svoj statut, oni imajo pa pač svoj delovni program tam. Glede na to, da so 30 let nas klockali in skozi te ustanove, da so povezani z bankami in z vsemi temi imajo večjo moč, ampak nič za to, gledajte, mi imamo seveda pravno moč. Lahko imajo, ampak mi imamo pravno moč, zdaj imamo znanje, imamo vedenje in se bomo tle še širili. Skratka, društvo, organ za etično digitalizacijo in pa seveda zakon o varstvu osebnih podatkov v povezanih storitvah, to, kar sem zdaj povedal, mobitel, avto, in ta zakon tudi veste, da ne boste mislili, se dotika pametnih mest, se dotika vašega IoT pametnega doma, tudi vašega sesalnika ali pa TV-ja, ki vas posluša z daljincem, tudi takrat, ko je ugasnen. Vi imate od zdaj naprej, če bomo to naredili in to speljali, pravico, seveda v tem okviru funkcionirati in nabiti kazen komu? Telekomu, ki vam je prodal tak daljinc, ali pa RTV Sloveniji, ne vem komu, ki vas posluša, to se najde. In zato, ker tega, ko ste vi kupili televizijo s takšnim daljincem, ki ima notri recimo mikrofon, se vi takrat niste bili obveščeni, niste bili seznanjeni, je to velik prekršek, je to poseg v zasebnost. Da te nekdo 24 ur doma snema, pa ti tega ne veš, da te posluša, pa ti tega ne veš, da izkorišča tvoje informacije in te dobi na cesti in te dobi kjerkoli, pa ti tega ne veš, veste, naše življenje je ogroženo. To je teroristični napad na našo zasebno življenje strani države. To je hujš kot teroristični napad. In vse te pametne tehnologije, umetna inteligenca, chat GPT, zdaj gledajte, Trump je vložil za ne vem koliko milijard, mi je tlele predsednik našega nadzornega sveta pojasnil, je rekel, zdaj le vlagajo v to tehnologijo, ampak v nekem drugem smislu kot prej, ne? Ker imaš ti zdaj Bidenovo ero, z imenom Biden poveš pravzaprav vse, ne? Njegovo početje,
Z imenom Trump tudi nekaj, ampak še ne vse, bomo videli, kako se bo obnašal. Zdaj sem slišal, da je odstopil ta junior, kaj je že, Kennedy, ki so ga začeli nekaj, je imel z Bill Gatesom sestanek Trump in so že posledice in je že odstopil. Ja, in potem dva uradnika, ki sta bila poštena do cepiv, če komu škoduje, naj se ne cep, če komu koristi, naj se cep. Ne, oni hočejo vse, in zdaj teh uradnikov ni več in je tudi ta seveda odstopil in zdaj je tukaj, zdaj že nastaja velik problem in panika v Ameriki. Včeraj in danes sem poslušal intervjuje, poslušal sem poročila, niso več heci. Pritiskajo na Trumpa na vse možne načine. Pustimo zdaj Trumpa, gremo na naše društvo. Zasebnosti in izvajanje te zakonodaje na področju digitalnih storitev v avtomobilski industriji je nujno urediti. In nekaj ključnih točk, ki podpirajo smiselnost in, bom rekel, upravičenost ali pa pravno močnost tega pristopa, je prvič, društvo Belis bo kot osrednji subjekt. Namreč, društvo Belis deluje kot organ, ki združuje obstoječo zakonodajo in regulacijo v celotni pravni okvir. Ponavljam, to ni zakonodaja, ampak mi smo vestni uporabniki in poznavalci, ki radi napišemo tako, kot je prav. Oni se pa borijo, pa nam dokazujejo druge stvari in se izogibajo, ampak to zdaj bomo imeli organ, ki bo lahko kazen napisal. Pa naj povejo, zakaj kazni ne bodo plačali, ne bodo mogli. Prav? In to je smiselno, saj društvo s tem deluje kot nekakšen, bom rekel, pravni svetovalni usklajevalec zakonodaje z industrijo, brez potrebe po ustvarjanju novih predpisov, ker vse že obstaja. Drugič, nadzorni etični organ, nacionalni neodvisni svet za digitalno etiko, NSDE, ki ga bo društvo ustanovilo, bo ključen organ, ki bo izvajal nadzor nad tem, kako se upoštevajo predpisi in zakoni zbrani, bom rekel, v tem ZVDZ, Zakonu o varstvu digitalne zasebnosti. Prav? S tem se zagotavlja, da se bo ta zakonodaja, ki je zbrana skupaj, zakon o zakonih, ki je zakon, ker je zakon o zakonih in noter so samo zakoni in to je zakon, da se to pravilno izvaja. Izvajanje prekrškovnih glob v primeru kršitev je smiselno, saj bo NSDE, se pravi Svet digitalne etike, imel pravno veljavna pooblastila po ustavi za izvajanje nadzora in za zagotavljanje sankcij, kar bo okrepilo pravno varnost in zaščito zasebnosti članov društva Belis, podpornikov društva Belis in pa seveda državljanov, ki se bodo odločili, da bodo z nami stopili v stik. Noben problem, tukaj smo vsi za vse, eden za vse. Vsi smo tle, živimo na isti zemlji, dihamo isti zrak in smo pač odvisni od vseh teh pogromov skupaj. Zdaj, zbirka zakonov, se pravi tale predlog, še enkrat ga pokažem, to so zdaj samo zakoni, razlage še pridejo. Ja, to smo pripravili v društvu. Uredb, smernic, rečem, to je praktičen pristop in ni potrebno ustvarjati nekih novih fint. In tu so že predpisi noter narejeni. Lahko to uporabljate, to sem vam že tudi povedal. In vsak organ bo imel svojo jasno funkcijo, svojo jasno vlogo, svojo jasno odgovornost za zagotavljanje, da je ta zbirka usklajena. Tudi bomo mogli paziti, kar se bo v Evropski uniji spreminjalo, dodajati, aneksirati in tako naprej. Vendar pa svet digitalne etike, nacionalni svet digitalne etike, bo pa prevzel vlogo nadzora nad tem in društvo mu bo dalo pooblastilo, ker društvo je pravna oseba, deluje v drugi samoupravi in ima vsa pravna formalna pooblastila, ker predstavnik društva ima neomejena pooblastila in lahko pooblasti fizično osebo, pravno osebo, da gre špecirati v državno ustanovo, zasebno ustanovo, kjerkoli se te zadeve kršijo.
Tako se ustvari, dragi moji, učinkovita struktura, ki podpira zaščito dobrega zakona. Podpira zasebnost, o kateri govorijo, da je sveta, pa je nihče ne spoštuje. Gre za uresničevanje pravic nas, mene in tebe kot uporabnika, brez ustvarjanja nekih novih pravil, ker so že vsa napisana. Tvoj pristop, moj pristop, pristop društva in vsega tega, kar govorim, omogoča jasen okvir za izvajanje že vsega, kar obstaja. Samo skupaj je treba zložiti. A veste, vi, ko kupite, greste z otrokom, hoče tisto hiško, vidi narisano hiško najprej na škatli, bomo pa mama kupi tiste Lego kocke in doma cela familija pol zlaga, dokler tista hiša, ki je na sliki, ne nastane iz Lego kocke. In kaj mi delamo zdaj? Jaz sem v trgovini videl tisto sliko na škatli in zdaj sem prinesel te kocke sem, tle vam jih razlagam in rečem, ljudje, pomagajte mi, da bomo hitreje to hišo naredili. Skupaj zložimo, vsak po svojih zmožnosti. Eden nekaj zna, eden nekaj ima, eden nekaj lahko kolhot, eden nekaj... Vsi imamo različne možnosti, dajmo se podpreti, dajmo biti skupaj, naredimo to, ker je to naša edina rešitev v tej situaciji, da postavimo ognjenih ščit pred vdorom v našo zasebnost. In pri tem, kar delajo s temi divjimi novimi zakoni, tako hitro jih sprejemajo in tako divje. Ali ste pogledali na moj Facebook, kaj sem napisal včeraj, kakšne zakone kršijo? Torej, zdaj hočejo zakon javnega reda in mira spremeniti. Jaz sem napisal gor, mislim, da je 14 zakonov protiustavnih so sprejeli in policija hoče to zdaj uveljaviti. Poleg, da ne govorim medijskega zakona, poleg, da govorim zakona o splošnem upravnem postopku, vse je zmešan. Tako se jim mudi, da več ne vejo, ker zakon bo kaj vzdržal. In jaz, glejte, z našo ekipo pogledamo, objavimo in pokritiziramo. In ljudje, glejte, delijo, so pozorni, vidijo, slišijo, ne, kar je prav. In naš pristop zagotavlja spoštovanje zakonov, kar je prav. Mi ne bomo delali nič protipravnega, nič protizakonitega, ampak samo ubrali bomo najboljše od najboljšega. In to je super. Tako se povečuje, glejte, pravna varnost, pa ne samo za nas, tudi za podjetja, kaj jim bomo povedali, bodo malo pozorno pogledali, da ne bodo kazni plačali. Zasebnost avtomobilske industrije, ki jim bomo dali enim 6, odvisno od tehnologije, 6 mesecev, let, 2 let časa, da to uredijo, da ko ti avto kupiš, da te obvesti, tu so mikrofoni, to gre tja. Tukaj je kamera, ta kamera sicer snima, ampak gre tja. Ko vi vozite, vam beremo iz oči, obraza, mimiko, vas profiliramo, to gre k enemu tam, ki vam potem pošlje reklamo za to. In tako naprej. Ti moraš vse vedeti, ker si ti lastnik avtomobila, pa tega ne veš, nihče ti ne pove. Ker je to vse njihov biznis, ljudje božji, ne? Ja? Torej, avtomobilska industrija. In zdaj vključitev častnega razsodišča naše predsednice, podpredsednice Viktorije, Ervin pride zdaj v kratkem, se je najavil, sva imela, mislim, da kar 2 debeli uri razgovora, je navdušen. In vsi člani, kjer bomo imeli tukaj sestanek, v kratkem, zdaj tudi v februarju, ko bo sklic častnega razsodišča, ki bo razsojalo, to bo zagotovo okrepilo to platformo, dalo bo legitimnost celotni stvari. To bo pravičnost celotnega sistema, ki ga sedaj postavljamo. Upam, da bo tako tudi ostalo. Torej, se pravi, častno razsodišče kot organ je že določen v statutu društva in mimogrede lahko prevzame ključno vlogo pri zagotavljanju nepristranskega, transparentnega odločanja o pritožbah na globe in druge sankcije, ki pa jih seveda izreka Nacionalni svet digitalne etike. In to bo vloga častnega razsodišča društva Belis kot temeljni organ v skladu s statutom. Vse imamo, treba je samo hiško skupaj dati. Jaz mislim, da sem za nocoj povedal dovolj. Da ne bom... Veste, kaj še imam vse za povedati? Ogromno. Ampak, če je preveč, se razvodeni. Kar sem zdaj le povedal, sem povedal kratko, jedrnato. Viktorija je tukaj tudi povedala, da ko je gledala dokumente, ni bila slika jasna, seveda ne, ker je gledala tele kocke, ki grejo skupaj, zato ker ni imela tiste slike iz embalaže,
prej prisotne v glavi. Torej, jaz sem vam zdaj naslikal iz embalaže prvo sliko hiše, zdaj smo te kocke vzeli ven, smo odprli to škatlo in zdaj imamo noter načrt. In ta načrt sem vam to poslal, danes sem vam ga povedal, še vam bom tudi povedal, o tem bomo še govorili. Tako da, če ima zdaj v zvezi s tem, kdo kakšno vprašanje, vse je še v delu, vse je še v grobi obliki, ampak sliko sem vam nekako postavil, zdaj bomo pa kocke zlagali do 20. februarja, potem pa marca, ko imamo predstavitev, pa letno poročilo, to hišo predstavimo, kaj smo s tem naredili. Prosim za vaše vprašanja, par minut, ali pa za pohvalo, ali za idejo, nekaj povejte, no, jaz ne vem, dajte. Hvala ti, Mihael, ki nas oveščaš in nam delaš za vse človeštvo nekaj velike vrednote tega. Ti si to pa visoko ustrelila. No, hvala lepa, sprejmem, evo, tudi vsem ostalim, ki so mi stali ob strani in ob tem pomagali, gre tudi njim zahvala. Absolutno vsem, ker to je cela ekipa v zadju, ekipa vse to ne more en človek sam delati, je ti pa to jasno, ne? Ja. Dobro, tukaj bi kdo imel kaj zapovedati, za dodati, komentirati, glede na povedano v društvu. V redu, glede vidim, da ste malo šokirani, ker je to čist nekaj novega. Treba se seznaniti, stvar prespati, verjamem, prespati, preštudirati, prebrati. Tako da ste povabljeni k temu sodelovanju zdaj v bodoče. In če imate, napište, pridite povedati, bomo šli skupaj, materijali so tukaj, obsežni materijali, vzemite si čas, zdajle je še ta zimski čas, ko se še da, bolj detaljno, lahko tudi napišete predloge in seveda bomo tega zelo veseli. Evo, to je z moje strani nocoj, naredimo 10 minut premorčka, zdajle, koliko je glih taka urca, ja, fajn, evo, 40 minut, se pravi, to je 40 minut šolska urica, 10 minut premora, potem pa pride Iviljana, ki bo povedala z svojega vidika še predsednica društva in potem bomo pa še film pogledali skupaj. Se strinjate? Se strinjamo. Hvala lepa. Hvala tudi tebi za tako izčrpno poročilo. Moram pa malo prespati, da me pride to bolj v zavest. Ja. Popolnoma razumljivo. Veste kaj, v meni vrejo informacije in to je v bistvu zdaj to šele začetek, pa je že tako, ne? In z vašo pomočjo, vi morate zdaj to malo podkuriti, da ta ogenj ne ugasne. Ker, tako kot je rekla ministrica, če nimamo ljudi, da bi dali elektronsko denarnico in jih s tem zasvojili, ne moramo narediti nič. To je povedala v Državnem zboru.